Slovenija je v težkih razmerah. V manjši meri je to posledica svetovne krize, ki se ji ni bilo mogoče izogniti. Precej hujše posledice so povzročila zaprto politično, klientelistično omrežje, ki so lahko na privilegiran način upravljala z našimi bankami in gospodarskimi družbami in na ta način tudi gospodarila s kvaliteto našega življenja. Za njih jih je bilo vedno dovolj. Nihče ni prav zares propadel ali odgovarjal za svoje dejanja. Večina jih je lahko nekaznovano nadaljevala in ohranjala družbeni vpliv. Nekdanja gospodarsko-politična elita po osamosvojitvi ni zastavila svoje politične poti samo pod naslednico nekdanje edine stranke, ki so ji tedaj pripadali vsi veljaki, po več preimenovanjih so to sedaj socialni demokrati, ampak je zraven vedno stavila nekaj novega, vzporednega. Poskušala je prodreti z mladimi, starimi, izkušenimi, razgledanimi, uspešnimi, podjetnimi in še s čim. In uspevala. Zraven so ponavadi pridodali še nekaj žlahtnega konzervativizma, s čemer so si zagotavljali popolno oblast. V veliko pomoč so jim bili mediji, resni in rumeni, ki so pomagali zrezati štrleče posameznike ali skupine ali vzpostaviti nove. Tako so na obrobje postavili mnoge pomladne stranke in politike, ki si niso nikoli več opomogli. Tako so ustvarili LDS, SMS, Desus, tako sta nastali Zares in Pozitivna Slovenija, morda tudi Državljanska lista. V času samostojne države so ta vzorec večkrat ponovili. Politično jim ni uspelo samo enkrat, za časa prve Janševe vlade. Vendar je bila ta tedaj prešibka, da bi naredila korenite spremembe tam, kjer bi bilo to najbolj potrebno. Grozdi, ki so za elito ali svoje osebne koristi zagovarjali tako imenovani nacionalni interes, so bili posejani po večini strank, kar je še naprej omogočilo delovanje paradržave neodvisno od vlade. Tudi zato sedaj znova in znova nastajajo nova gibanja, v ospredje se postavljajo tako imenovane nove neobremenjene obraze, s katerimi ta ista prikrita elita usmerja ljudsko pozornost od bistvenega k nebistvenemu. Ta gibanja, ki so letos pomagala spreminjati politično podobo v nekaterih lokalnih okoljih in na nacionalni ravni, sledijo isti logiki tako imenovanega nacionalnega interesa. Vse je naše, ljudstvo je lastnik, ne potrebujemo Evrope, dol s kapitalisti, dol s starimi obrazi in tako dalje, so gesla, katerih pravi cilj je ohranitev plenilskih omrežij. Kdo pa je ali bo po teh spremembah, ki so se deloma že in se morda še bodo zgodile, upravljal z državo in njeno lastnino? Odgovor je jasen, isti strici in tete kot do sedaj. Samo za to gre. Zato je potrebno odstraniti vse, notranje in zunanje sovražnike, ki jih ovirajo, da bi se samopostrežba nadaljevala še naprej. To je pot, ki vodi stran od socialne, pravne in pravične države, stran od družbe svobode in odgovornosti. To ni pot, ki bi si jo Slovenija zaslužila in to ni pot, ki bi jo Slovenske demokratske stranke podpirali. Pot Slovenske demokratske stranke je drugačna, naši cilji so drugačni. Naša politika ima jasen in prepoznaven obraz. Želimo nadgraditi demokracijo in dati ljudstvu večji vpliv na izvolitev svojih političnih predstavnikov. Želimo omogočiti odpoklic tistih, ki delajo slabo in zagotoviti, da bo vsak kraj imel neposredno izvoljenega poslanca. Želimo volilni sistem, ki bo nagrajeval dobre, uspešne in v večji meri preprečeval izvolitev slabših, torej sistem, ki bo razbistril in ne meglil političnega prostora in sistem, ki bo lahko razgradil monopole, ki ropajo državno premoženje. Sistem, ki bo volivcem še med mandatom omogočil popravo slabe izbire. Izvoljenim pa želimo dati tudi moč za spremembe. Prej bomo uresničili to ustavno spremembo, prej bomo lahko zastavili pravo pot za pravično, pravno in socialno državo, ki bo temeljila na svobodi in odgovornosti.